Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli vsi skupaj v Uri resnice, današnji prvi postpraznični oddaji. Z mnoj sta Edvard Kadič in pa Peter Jančič, stalna komentatorja. Zdaj, dve temi bi danes obdelali. Eno je vprašanje medijske svobode, 3. maj je bil dan svobode medijev na svetu, skratka tudi v Sloveniji, in pa vprašanje Komisije za preprečevanje korupcije, ki se loteva oziroma se ne loteva predsednika vlade Roberta Goloba. Ampak za začetek, preden smo šli v studio, smo imeli odprli eno zanimivo temo, to zastopitev v Maximarketu, glede na to, da mi snemo čisto v neposredni bližini Maximarketa. Zdaj, Peter, ti si odprl v bistvu eno zanimivo dimenzijo te zastopitve. Pravzaprav ni dobenih informacij, kaj se je točno zgodilo. Nekateri celo govorijo, da gre za zasebno zadevo Maximarketa. Ja, to je država rekla, meni se to zdi nezaslišano. Gre za center Ljubljane, vodo so tam in sicer stvari, ki so bile umite z vodo, kupovali, uživali številni ljudje, ki so okuženi, to zasebno ali državno je popolnoma irelevantno. Državne institucije bi morali poskrbeti, da hitro, natančno obvestijo javnost, kaj se je zgodilo in kaj je razlog. Še danes ne vemo, kaj se je pravzaprav zgodilo. To, kar jaz berem, je samo neka zastopitev vode, in to je vse, kar je. Ne vem, ste videli, da so kakšne bolj natančne informacije. Mediji so se kar sprijaznili s tem, da nič ne vemo, da se to kar dogaja, to je normalno, da zaseben biznis, gledajte, to ni res, država je dolžna tudi za zasebnike poskrbeti za nadzor pa za neko varnost, Tudi v tem primeru, tu so pravila enaka. Misliš kaj, zasebnike? Tudi če kot zdaj pravijo, zaseben vodovod, Vse tudi, če imaš ti sam svoj vodovod na neki svoji posesti, ti upravljajo nadzor, kakor jaz vem, in moraš zagotavljati varnost, In če pride do zastrupitve, priletijo inšpektori, pa to so tudi neki postopki. Tukaj pa zdaj slišimo, da je to v času sedanje vlade, ki je kao proti zasebništvu, tu pa ne vemo, to je zasebno, s tem se noben ne ukvarja. To se mi zdi nenavadno, Pa ta voda je bila resno nesnažena, za vsem mogočim. Tako, ker je čez en čas vendarle nekaj teh analiz prišlo ven, ampak zelo pozno, Imeli smo COVID, kjer so bile vsak dan tiskovne konference, pa tudi potem, ko več ni bilo nič tako hudega, tu pa je bila neka resna okužba, pa nič, Pa zanimivo je tudi to, da se nič ne poročalo, zdaj upam, hvala Bogu, da kaj ni, ampak da bi se kdo okužil v kakšnem sosednjem lokalu, pa kakšni sosednji trgovini, kakšni sosednje restauracije. To je zelo zanimivo. Mi smo v neposredni bližini Maximarketa. Se strinjam, zdaj imamo 300 metrov zračne linije, ampak tam je dosti lokalov različnih, pa trgovin, tako da to ni bila samo ena slaščičarna tista, kjer so verjetno poslanci, ampak ta spoda je še veliko stvari, tudi trgovina, tudi pri hrani so se meni, da tisti, ki so kupovali, lahko okužili. Čak, pa zdaj je že varno iti na kavo v Maxi? Ne vem, zdaj bova videla. Mene je sam presenetilo, da je zelo malo informacij, glede na to, da je prizadelo pomembne ljudi, tudi poslance, novinarje, nekatere, kakor vem, vsaj koliko sem slišal. Nekateri so tudi bili hudo bavni. Tukaj je še nekaj zelo pomembnega. Nekaj čez 500 ljudi se je javilo v UKC. Ja, to se pravi 500 ljudi, 500 ljudi, ki je tam v nekem lokalu, kakorkoli se povezuje s tem. In zdaj tukaj je pač potrebno to zadevo večkrat širš dvigati. Če se o tem nič ne ve, kaj potem bo z tem znamenitim drekovodom oziroma kanalom C0? Če se nekaj zgodi, že zdaj, ko ni nikjer nič, je baje vse skupaj, bom rekel, pronica in pušča in tako naprej, kar je po nekih inženirskih komentarjih sicer deloma normalno, ampak kaj, če se jutri to zgodi? To se pravi, najprej se lahko naučimo iz tega, da nihče nič ne bo vedel, naslednje 5 let nihče ne bo priznal, da se je to zgodilo in vmes je 300,000 ljudi obsojenih na prekuhavanje vode in ne vem kakšne v bistvu ukrepe, in to je naravnost kriminalno. Jaz se tukaj popolnoma strinjam, da nek NIJZ ne pride v javnost in če je treba vsake 2 uri, da je nekaj na tiskovni konferenci pojasnila, kaj se dogaja, in mi pa do danes, to se pravi zdaj že 3. teden, kolikor jaz vem, se nič kaj dosti več ne ve, razen to, da je voda bila umazana, zadeva je zaprta in to je to. Mogoče je obratna teorija, da je bilo tako malo informacij ravno zaradi Zorana Jankovića, s katerim je sedanja oblast zelo povezana, in težav, ki jih ima s tem, da bi izpeljal ta projekt kanalizacije čez vodonesnike, ker pač ta primer pokaže, kako tvegano je to ravnanje, in tudi prekuhavanje ne pomaga.
Ne? To v vodah so bile stvari, ki jih ne uniči prekuhavanje, zato so tudi zaprli sistem, ne? In trgovine za nekaj časa. Zdaj ne vem, kakšno stanje sicer trenutno, ampak vsaj meni se je zdelo, da je bilo teh informacij zelo malo. Zakaj pa misliš po eni strani, Peter, da ni informacij, in po drugi strani, zakaj to recimo novinarjev pa medijev ne zanima? Mediji so se po svoje... Vse veš, kako je mediji, če se... Po svoje že trudili. Včasih te dni napovedujejo nevihto, če je treba, pa da bo malo padavin, snežnih in podobno. Mediji so se že trudili, ker so konec koncev zboleli poslanci, pa gospod Rupar, pa Sinod, Borota Pahorja, recimo, ampak državnih institucij pa jaz nisem opazil, to je nenavadno, da bi prišli in pojasnili, samo iniciativno, ne da zdaj mi zvemo, da so poslanci bruhajo, pa da so na straniščih, in potem probamo kaj izvedeti od državnih institucij in vse tiho. To je meni nenavadno, zatem nekaj mora biti, da ni bilo reakcije. To se pravi, ti recimo dopuščaš možnost, pa verjetnost, pa nek dvom v to, lahko da je taka tišina ravno zaradi teh težav, ki jih ima recimo Zoran Janković z finalizacijo tega. Možno je, da so poskušali znižati afero zato, da bi bilo čim manj razprav od teh drugih tveganjih, za katere vsi vemo, da obstajajo, in tudi vemo, da je država v tem primeru zaradi interesa Jankovića, ki je dobil evropski denar, jaz mislim, da ravnalo očitno nekorektno, da so kar dopustili delati stvari brez potrebnih dovoljenj, pa okoljevarstvenih preverjanj, če si nek politično mogočen mož, za tebe ne veljajo pravila, to je pa nevarno. Še posebej je to smešno. Vsaka grožnja, še posebej je to smešno, ker imamo pa po drugi strani vlado, ki pa hkrati se proklamira za zeleno, pa eko, pa bio, to pa je nekaj čisto drugega. Ravnajo pa tudi NVO-ji so tiho, to je po svoje zanimivo, ker to so socialisti, ampak če pogledamo preteklost, pa primerjamo vzhodno pa zahodno Evropo, ne bila kapitalistična, druga je bila socialistična. Kje so bila strahovita onesnaženja? Na tem socialističnem delu, ne na onem kapitalističnem. Tisti je veliko bolj skrbel in danes skrbi za okolje kot ta drugi. Je pa tukaj še zelo zanimivo to, da nam je v bistvu ta zgodba z Maximarketom v povezavi z kanalom C0 pokazala v bistvu to občutljivost sistema. In zdaj, če dodamo v to zgodbo še element elektrike v Španiji, in Portugalskem, ta polotok, pridemo do tega, o čemer bomo seveda mi tudi danes v nadaljevanju vsaj tako napovedano govorili, ta krhkost sistema, kjer če inštitucije ne delujejo, v resnici smo mi vsi skupaj ne samo v nevarnosti, to kot radi rečemo, to je pa nevarno, tako, mi smo v resnici v smrtni nevarnosti. Mi jutri izklopimo elektriko, ostanemo brez, da ne rečem hladilnikov, do pretoka informacij, do vsega tega. Še usvinjamo vodo, in kaj naj potem še pravzaprav počnemo, koliko je približno 5 dni traja vse skupaj, da vzamemo konec. Zdaj, če sledimo logiki te vlade, kako so zdravniki za nič, tudi v bolnico je brez veze potem hoditi, kar pomeni, da kaj nam ostane. To se pravi, ta krhkost sistema, če inštitucije ne delujejo, in že večkrat smo v tej oddaji, in jaz mislim, da ko bomo govorili o KPK, bomo podobno prišli, da je pravzaprav precej občutljivo to delovanje, ki je lahko včasih tudi precej delikatno v komentarjih. In ko nam to ne deluje, mi smo v resnici v smrtni nevarnosti, mi smo samo v neki imaginarni nevarnosti. Poglejmo še tole. Lahko prosim, da malo mogoče bliže govoriš v mikrofon. Stranke, ki nam vladajo, so spremenile ustavo in v ustavo zapisali neko pravico do pitne vode, čiste. Tu pa je primer, kako za to skrbijo. Pazite, tudi če je zasebnik, nekaj je bilo narobe, očitno jim ne deluje sistem, če sredi Ljubljane, ne moreš dobiti čiste pitne vode, oziroma se množica ljudi zastrupi. Drugič, imeli smo celo nek referendum, ki bi naj zagotovil čisto pitno vodo, katerega posledica je bila predvsem to, da se ni dalo, oziroma da se je manj zdrževalo protipoplavno zaščito. In že takrat je tedanji minister Vizjak, ki je sicer tudi, smo kritični do njega, opozoril, da pri prvih poplavah vam bo pa hudo, in vam bo žal. In potem so bile poplave, in to hude, katastrofalne. In takrat je naenkrat pa vse tiho, nihče ni nič vprašal teh, ki so prej to referendumsko gonjo naredili, kaj ste pa naredili. Če pa pogledamo tisto, kar so pa govorili, da so naredili, da so rekli, da bi se onemogočilo posege v to
območje ob vodi, ne, pa so bili popolnoma neuspešni, ker zdaj postavljajo sončne kolektorje na vodi ponekod, ne. Tu ob Savi pa vidimo, da se zraven gradi to omrežje kanalizacijsko, ne, ki je direktno ob vodi, ne, pa tudi sicer marsikaj vidimo. Tako da, kaj je bil tisti referendum, ne, in ti veliki projekti, ne, je veliko vprašanje, ne, predvsem kakve so bile posledice. Mene kot državljana zanima ne to, kaj bomo imeli v ustavi, pa kakšne neumnosti bomo sprejemali v nekih zakonih o referendumu, ampak da zagotovijo, da bo voda pitna, res. Ja, fajn je že, da imamo v ustavi, ampak fajn pa je tudi, da je potem pitna voda. Če bom šel nasproti parlamenta na kavo, da me ne bo na smrt strahno. To ni fajn, no. Ali zdaj pričakujete, da tukaj je možnost tudi kakšnih odškodnin visokih, recimo, teh, ki so se zastopili v teh zasebnih vodovodih? V normalnih državah, zahodnih, bi to bilo samo... Bi odvetniki že obiskovali, ne, te... Verjetno, bi se ponujali. Lastniki bi imeli že hude težave z odvetniškimi pisarnami, imeli bi pa tudi velike težave z državo, ki mora zagotoviti za to, da je varnost, ne, tudi ko gre za vodo. Vse smo imeli celo idejo, da bi morali zastonj dajati vodo, ne, obvezno, zakonsko, pa so potem se od tega umaknili. Ne. To se ne pomeni, da ta voda mora biti, ne, to so tudi zasebnim restauracijam, vsem naložiti, ne, da ta voda potem mora biti pitna. Ne. Tudi če od zasebnikov. Nismo več komunistična država, da bi bilo vse državno. No. Mislim, če boš ti kot Ljubljančan še kaj dodal, potem... Jaz razen to, da sem zgrožen, kako rahla ali pa nič povezave med dejanji politikov pa med posledicami obstaja med ljudmi, je to naravnost v bistvu, jaz sem zgrožen. No? To se pravi, kaj bi se v neki urejeni državi moralo zgoditi? Gre za prestolnico, ne? Ja. Center prestolnice. Center prestolnice, to se pravi, da se politiki bojijo, ker na naslednjih volitvah ne bi bili izvoljeni, mislim, da se bomo vsi začeli smejati o Jankoviću in njegovi volilni bazi in o možnostih, da ne bi bil izvoljen zaradi tega, kar se je zgodilo v Maxi Marketu. Če je bil že dvakrat izvoljen med tem, ko se drekovod gradi, potem je tukaj nek Maxi pravzaprav kar nekaj zraven. Tudi kakšnem odstopu ni bilo nekaj govora. Da bi odvetniške pisarne v tujini skakale okrog po kliničnem centru in ponujale svoje storitve po načelu, se opravičujem za tujko, easy money. Ne? Mislim, prišel si na tortico in končal v bolnici, kar pomeni, da ti pripada odškodnina. Kaj se zgodi v Ljubljani? Ja, nič. Malo sem bral komentarje na tiste Ruparjeve v bistvu razkritje in mislim, je kup neke privoščljivosti, posmehov in tako naprej in se dobesedno si zgrožen, med kakšnimi ljudmi in v kakšnem sistemu mi živimo, če je vse s tako lahkoto. Ne, vse se nam dogaja s tako lahkoto in pač vržemo čez ramo, gremo, važno, da so čevapi, pa hej brigade, pa tako naprej na Rožniku in to je vse, kar imamo na koncu od tega. Si bil na Rožniku? Ne. Hodil sem kot majhen fant, to se pravi, kot mladinci sem bil večkrat gor, zato ker smo hodili pit pa se zabavati. In jaz sem tudi tako razumel, ta praznik delal v bistvu in tak zabav. Zdaj, ko sem pa med temi, bom rekel, poročili iz prvomajskega dogajanja na Rožniku ugotovil, da je v bistvu samo še eno promoviranje partizanstva in ne vem, če sem, kaj ima to... Leto se imel Janković poudarek na geostrateških... Vem, ampak kaj ima to s pridobljenimi pravicami za delavce, ker jaz mislim, da je to treba praznovati. To niso majhne stvari v zgodovini, da se je v bistvu zagotovila neke pravice, pa neko sindikalno gibanje in tako naprej. Vse smo se izborili, pravi Nataša Kovač. Ampak na koncu, ko pa prideš do tega, da je to kar naenkrat zasluga Rdeče zvezde pa partizanov, je pa naravnost v bistvu degutantno. Kako se je to v resnici ljubo uničilo nekaj dobrega, zgodovinsko, v bistvu dokazano dobrega, za neko pritlehno politikansko zgodbo, samo zato, da si pripisujemo zasluge za nekaj, kar v resnici ni naše. In to je pač to. Jaz nisem bil na Rožniku, sem Štajerec, sem pa bil pri Majstrovem stolpu. Nisem šel v gor. Na Majstrovem stolpu, to je za vrh, tam kamor hodil general Majster. To pa je človek, ki je nekaj naredil. In tudi ljudje tam okoli z zavednostjo so prispevali k temu, da je danes Slovenija malo večja. Pa to niso bili ljudje iz privilegiranih delov, ampak ljudje iz delov, kjer se težko živi, kjer se trdo kara.
Štajerci imamo pa radi vino včasih. Ljubljančani so bolj tla gledali takrat, ne, kako, ne? Težave povzročali, ta je tako rekoč delo proti politiki, general Vajster takrat. Ti si tudi Mariborčan, pa poznaš to zgodovino. Ljubljančani imamo tudi radi vino pa pivo. Povojne oblasti, ne, pa so celo na nek način ga zavrgle Majstra, ne, zaradi tega, ker so njegovi vojaki streljali na, kot so rekli, proletarce, to so bili pa v resnici Nemci. Ne? In so celo spomenik, je bil narejen za pred Mariborsko občino, preselili nekam Šentilj, da bi ga skrili, ne? Ker je bil za te pravoverne komuniste napačen. Ne? Ni bil pravi proletarec. In res ni bil. V Ljubljani ni problem, samo imamo Kidriča postavljenega pred Cankarjem domom, tako da. No, vse ta tradicija se je spremenila, odnos do Majstra. Sem bil pred leti tam tudi, ko je bivši predsednik Borut Pahor prišel tja počastit njegov spomin tudi ljudi, to bi velik dogodek. Dobro, jaz predlagam, da gremo na teme nove. Minulo soboto je bil Dan svobode medijev, svetovni dan svobode medijev. Zdaj bral sem te odzive raznih novinarskih društev, pa nas, posameznikov, novinarjev, tudi politikov in tako dalje. Najbolj mi je tako, bom rekel, ostalo v spominu, mislim, da je tudi MMC to objavil v naslovu enega članka, da so za pritiske na medije v Sloveniji najbolj odgovorni oziroma najbolj kriva opozicija. Ne? Skratka, če pa razumem, je to SDS plus Nova Slovenija. Ti najbolj pritiskajo na medije, vlada je pa oziroma koalicija je povedal. Si bral ta članek, oziroma si videl ta naslov, ne? Ja. Mislim, da gre za stališče Društva novinarjev Slovenije, če pa razumem, ne? To društvo je podprlo največjo čistko v zgodovini na tem istem javnem zavodu, ker so zamenjali vse, kar leze in gre, in vodstvo poslovno, in tudi uredniško vodstvo, ne, da so nastavili svoje kadre, sedanja vlada, šlo je za predčasne menjave, politične čistke. Ampak, ja, veš, ko to preberem, ni čisto jasno, gre tukaj zdaj, bom rekel, za neko politični aktivizem, so res ta dekleta in fantje, ki to objavijo, so res tako neumni, da tega ne vidijo, kaj se v resnici dogaja na področju medijev in tudi sicer, to je nekaj tretjega, je to vse skupaj malo pomešano, karkoli. Mi imamo dolgo tradicijo tega, še že v prejšnjem režimu. Česa? Takšnega novinarstva. V prejšnjem režimu so tudi bili glavni problem neki notranji sovražniki, dizidenti, nikoli oblast, ker so pač mediji delali za oblast. In zdaj, če pogledamo, da večina vseh novinarjev direktno država plačuje njihove plače, ne, cel RTV Slovenija, denar za vse plače pride od države. STA, to je večina vseh medijskih delavcev, ki je direktno države plača. Pa se tudi pozabljaš, mogoče še nekaj pri zapustitvi, da je velik del teh novinarjev, ki dela za Odlasko Imperij, je zaposlenih v podjetju Salomon, podjetje za usposabljanje invalidov, kamor prihajajo državne subvencije, več milijonov evrov vsako leto. Ostali, ki pa niso direktno plačani od države, kot so ti, ki so omenjeni, pa jih posredno plačuje država, ali na te načine, ali zdaj z nekimi subvencijami, ravno kar so razdelili po 100,000 evrov delo, dnevniku, večeru, mladini. 4 milijone vse skupaj, ja. Ja, in tako priješ do medijev, ki v resnici niso mediji, ki bi bili odvisni od bralcev, ne, pa od podjetnikov, ne, od skupnosti, ampak so odvisni od politikov. Ali jim bojo dali denar, ne, jim bojo dali malo več ali malo manj in se temu ustrezno tudi obnašajo. Ne. Nekaj redkih medijev je pravzaprav na trgu, ki morajo res živeti od bralcev. Mislim, da je eden teh redkih. No. In tem je res težko, ker poslujejo v absolutno nepoštenem okolju. Ne? Ja, eni dobivajo ogromno denarja od države za vse plače, ne? Drugi pa ne dobivajo, drugi morajo to plačati v resnici. Ne? In novinarji zdaj, ki na ta način ravnajo, da je glavni problem opozicija ali pa neki navadni ljudje, ki protestirajo. Ja, sem videl, ker so iskali argumente, zakaj je glavni problem opozicija. Ne? Niso našli druga kot nek napis na X-u, ne? In nekaj podobnega. Ne? Da se pač pa na socialnih omrežjih, da se kdo piše, ne, pod narekovaji o novinarkah in podobno. Ne. To je glavni problem samo opozicija, potem pa res ni dosti problemov v tej državi. No, ampak vsekakor je pa sledeče, ne. Že od Smoletovih časov in ugotovitve, da so pač novinarji samo družbeno-politični delavci, ne. Naprej se vleče to, da kot rečemo, ne, da v Sloveniji ni v bistvu Slovenija ni država s kriminalom, ampak je v bistvu kriminal, ki ima svojo državo. Ne. Enako lahko usporednico vlečemo tudi s tem medijskim
delom, ne, ti si dobro izpostavil, zdaj, ali so oni tako neumni, da to pišejo, ne, ali so tako zavzeti aktivisti. Jaz mislim, da je pač prva stopnja neumnosti je to, da si neumen, pa si veš, da si neumen. Ne. Enostavno misliš, da si pameten in to promoviraš. Ne. In zato hočem to genezo nekako potegniti iz nekega, to se pravi, komunizma, socializma, no, da se bo bolj mehko slišal, v današnji čas. Ne. To se pravi, to je naš sistem. Mi smo znotraj tega in to je naš sistem in mi upravljamo s tem sistemom in vse, kar je izven tega sistema, nas ogroža. In to je pa opozicija. Ne. Tako kot smo se vsi, mi trije, ko sedimo tukaj in ki preverjeno lahko rečemo, da imamo nek mogoče majčkeno širši pogled kot zgolj iz nekega ozkega zornega kota, smo se čudili, kako so ljudje z lahkoto kupovali ta anti-Janša sentiment in kako je umanjkalo to kritično razmišljanje v tej zgodbi po sistemu. Mislim pa, da je majčkeno pogled, kaj tudi kdo počne, ne samo kaj govori. Ne. Zelo podobno je tudi s tem, to se pravi, drekovodom, kjer smo začeli na začetku, ne, zelo podobno. Ne. In potem prideš do takšnih naslovov, katere pogosto celo rečemo, da so neka posledica negativne selekcije, ker gre za popolno umanjkanje kritičnega razmišljanja, ampak je to normalno. Ne. Mi smo na oblasti, kar pomeni, če nam nekdo nekaj oponira, je potem pač to normalno, da je kriva opozicija. Ne. Tudi ta malo te samorefleksije, ne, da praktično RTV nihče več ne gleda, da so oddaje, ki so namenjene politiki, da je tam dobesedno kaj pevski zbor nekih hardcore komunistov, ki hodi tja noter predavati o tem, kako ne bi, od tega, da ne vem, zdaj v zadnjih parih dneh sem poslušal o tem, kakšen Jean-Pierre Blefer je Trump, do tega, kakšna strašna dodana vrednost je, da je Slovenija na nekem sodišču, to se pravi tisti Katoš, Izrael in ne vem kaj, mislim, ko to združiš v neko objektivn pogled na vse skupaj, rečeš, to je enostavno negledljivo. Ne? In če taka mentaliteta producira takšne novice, potem tukaj je vprašanje, ali gre za bedake ali ne, je popolnoma odveč. Ne? Gre za neko naravnanost, ki to producira. Ne? Nihče se ni vprašal, mislim, kako je lahko opozicija? Kmečka pamet, ne, ti pove, da opozicija ne more vplivati. Ampak pač, to se pravi, plačani so, uzurpirali so si, to se pravi, medije, ne? Narekujejo, bom rekel, s takimi norostmi se pita slovenski narod, da je na trenutke naravnost res je degutantno. Ne? Tistih par medijev, ki delujejo ali pa delujemo nekako izven teh okvirjev, smo pač neka motna v sistemu, tako kot je bil TOF plačana motna, mi smo pa ne plačana motna v sistemu, da je kdaj kaj plusknil čez to. Ne? Sej zato pa so toliko visoki rejtingi, recimo te oddaje, ali pa ne vem, moje oddaje, ali pa pač prispevkov, ki pridajo v teh mal izven režimskih ali pa izven sistemskih medijih, ki pridajo, zato pa so toliko visoki rejtingi. Zaradi tega, ker ljudje vejo, da nekaj ni v redu. Vseeno se je neki mehen, tako bom rekel, kvalitativni preskok se je zgodil v smislu te radikalizacije. Ne? Prej, pač recimo gledam tole oddajo politično od Tanje Gobec, ne? Ki je že nekaj časa, potem je nekaj časa ni bilo, potem je politika v predvolilni kampanji obljubljala, da bodo oddajo vrnili, že to samo po sebi ni čisto normalno in so jo oddajo res vrnili, ampak včasih je ta Tanja Gobec vsem skrbela, da je imela malo nek pluralno, tam pokrito zastavo. Zdaj pa to ne, zdaj se gre pa čisto radikalno, ne? Ja, in kaj? To je pa neki pravo vprašanje, če tja noter pripelje Stalina, pa Che Guevaro, pa Kučana, kdo pa bo rekel kaj, da ni v redu? V tem je problem, ne? Se ni nikogar, ki bi rekel, ja poslušaj Tanja, kaga pa ti biksaš, no, mečka neke uravnoteženosti, pa vsem, da očitno ni več nikogar. Ne? Meni je bilo še bolj kot to, da je recimo povabilo dva jasna zagovornika vladne politike, ko gre za referendum, ne? Bolj zgovorno to, da je cel RTV Slovenija, tudi MMC, ne, objavil
kot svoje, kot novinarske ugotovitve, kako bo zdaj nov zakon prinesel večjo transparentnost, ker bo objavljen spisek teh, ki pač dobijo te privilegije. To je Jančičev spisek, kako, ne? Ja, ne. Ampak zdaj, da bo s tem neka strašna transparentnost, ne. V resnici pa je tako, ne, da so vsi ti podatki, kdo je dobil do zdaj bili objavljeni obvezno po zakonu socializma v uradnem listu in te podatke mogoče kadarkoli v resnici najti, ne. Drugič pa se je dalo dobiti tudi veliko več, ne. Jaz sem objavil cel spisek tudi, ko so vsod dobili, ne, po tem starem zakonu, posamezni kulturniki, recimo, ne, tudi ti najbolj sloveči, gospa Makarovič, recimo, ne, ki je dobila 15,000 nekaj tega na leto. Ne. Ampak tisto, kar je bilo meni nenavadno, je to, ne, da sem moral iti za to, da sem te podatke dobil, ne, v spor z SPIZ-om in Ministrstvom za kulturo, ne, vlado, oboji so bili čisto šokirani, kako je mogoče, da to lahko novinar zahteva. In potem je komunikacijska oblaščenka odločila, da javnost ima pravico vedeti, kaj ljudje plačujejo ljudem, ne, in tudi koliko, ne, in potem so vse to takoj dali. No, ampak to vam kaže, kakšno je to novinarstvo. Ne. Ti si v bistvu edini novinar, ki si sploh to zaprosil. Noben ni zaprosil za nobene podatke. Ne. Tudi tisto, ko vlada pove, da 17 je takih, ki so po starem zakonu vložili vlogo, pa izpolnjujejo po novem, bojo zato avtomatično po novem zakonu dobili ta dodatek, ne, pa noben medij ni vprašal, kdo so ti ljudje. Ne, dajte nam spisek, da zvemo, ne, ker če nič drugega, zdaj za enih parih sumimo, ne, ki zdaj nastopajo in govorijo, kako je nujno, da ti dodatki bojo zakonjeni, ne, da so na tem spisku, ne, in da zelo za svoje denarnice javno nastopajo v medijih, ne. Ampak zdaj, na nekaj časa so se z vlade, ko sem zdaj zahteval te podatke, sprenevedali, ne, so mi pošiljali odgovore, ki so bili čist mim, ne, potem na koncu, ko sem že sprožil postopke pri komunikacijski oblaščenki, so rekli, da je to zasebna stvar, ne. Da to bomo lahko zvedeli šele, ko bo oni res dobili, če zakon uvelja, prej pa nimamo nobene pravice ljudje karkoli vedeti. Ne? In tu mediji niso reagirali, da je to pa res nezaslišano, no? In da to ni nobena transparentnost, ne, delovanja vlade, te sedanje, ne, obratno, ne, oni prikrivajo dogajanje in mediji se pa tu, mislim, da pač kažejo kot predvsem transmisija oblasti, oni prepošiljajo sporočila vlade, sprašuje pa in preverja pa skoraj nobeden nič. In to je pravi problem. Tukaj smo že parkrat rekli, da so koalicijski partner, ne? Ne, in potem je problem seveda opozicija, ker opozicija pa je občasno kaj kritična in kaj odpre in potem imajo s tem oni v medijih tu težave, kako zdaj to ljudem pojasniti. Tako daleč smo prišli, no, to je bizarno, no, ampak to bi rekel, niso pa novinarji za to krivi. Potem, ko vladne stranke izpeljajo takšne brutalne čistke, je to normalno človeško ravnanje. Ljudje imajo družine, imajo otroke, rabijo službe. To je norc, če ravnaš drugače. Zato bi morali dvigniti glas takrat, ko so se te nezaslišane stvari zgodile na začetku mandata te vlade in je na referendumu stvar celo šla skozi. Ima dolgoročne posledice in bo imelo. In kar je, gledajte, še hujše, ne glede na to, kako se bo oblast zamenjala. Zdaj bojo vsi tako ravnali, ker imamo ta vzorec. Popolnoma podrejenih medijev, ker si vsaka oblast, ker država obladuje večino, ne, zaposlenih novinarjev jih plačuje, ne, si bo nastavila svoje vsakič in kam pa to vodi, ne, kakšni neodvisni tisk pa to je smešno o tem sploh govoriti, no, in to bi nas moralo skrbeti. Novinarji so tu velike žrtve, večina, ne. Nekaj redkih, imamo v bistvu privilegij, da smo lahko nekoliko bolj svobodni. No, lažje je tako živeti. Ne? Ja, ampak eni pa tudi grejo zavestno v to, ne? Ja, mogoče imamo malo manj denarja kot oni, ne? Ampak eni grejo zavestno v kolaboracijo, ne, s politiko. Ja. Kot pač, ne. Dejstvo je, da v Sloveniji je ta četrta veja oblasti sestavni del oblasti. Ni kritični del. Ni watchdog. Ni watchdog, ni nekdo, ki stoji ob strani. In jaz bi se tukaj sicer lahko strinjal, da bi nas moralo skrbeti. Jaz se pa v resnici veselim, če bi jaz bil jutri izvoljen kot premier, bi počistil to praktično v 14 dneh, kakorkoli to obračam. Zakaj? Ker mora nihalo vsekati na drugo stran, da se bo počas umirilo. Ljudje sploh vejo, ne, v kakšnem ropotanju živijo, to se pravi, in ta ropot prihaja ves čas samo iz ene strani.
In to je problem. Nimajo niti možnosti zaznati druge skrajnosti. Se absolutno ne strinjam. Jaz mislim, da totalitarnih režimov ne moreš predlagati totalitarnimi metodami. Če ti misliš, da bomo pa zdaj jutri tam, ne vem, RTV nekako uredili in bo to, ta zadeva enostavno ne deluje na tak način. Enostavno ne deluje na tak način. Če želiš ti podjetje ali pa družbo ali karkoli reševati, je potrebno narediti določene reze. To smo zdaj videli po teh 100 dneh pri Trumpu, to smo videli pri Mileju. Edina v resnici, ki nekako mehko stvari pelje in bomo videli, koliko je v bistvu uspešna, je Melonijeva. Govorimo o tem, da zdaj, ko nas nekdo vpraša, kako je pri nas z ljudožercem, mi povemo, da pri nas jih ni, ker smo zadnjega z noč pojedli. Ni po mojem to tako enostavno videti, veš, kot praviš. Absolutno ni, absolutno ni. Ampak če kdo misli, da bomo mi to na lep način, da ne bomo nikoga nič poškodovali, da bo vse v redu, da bomo tako izpeljali, reset te družbe, ga ne bomo, zelo preprosto. Ne bomo ga, ne bomo. Gotovo so težave velike v medijih in v javnem RTV Slovenija, ker ima ogromno preveč zaposlenih, posluje z minusom, nima pa več niti slučajno vloge, ki jo je nekoč imela, ker so jo prevzeli drugi mediji, tudi tisk propada, problemi so velikanski. Rešitev pa jaz do zdaj, razen da država dodatno na vse načine naliva denar, v resnici sploh nisem videl, pa da naslavlja svoje kadre. To se mi zdi, da je najslabše, da noben sploh vizije nima, kaj hoče. Vsaj od teh, ki so zdaj na oblasti. Filanje teh medijskih tajkunov, zdaj, če s tem novim medijskim zakonom ne bo dobena rešitev za novinarstvo. Tajkuni bodo malo obogateli, malo bo država pokrivala stroške legalizirala distribucije, se bo večine. Tajkunizacija bo legalizirana, ki je zdaj bila izpeljana in to je to. Po vrhu pa še so notri določbe, ki spreminjajo novinarje v nek mirovniške aktiviste, ki moramo preganjati vsako nestrpnost, pa to in zdaj ponovno se več ne bomo ukvarjali s poročanjem, recimo, če bo nek gospod, kot se je že zgodilo, ki je ravno prišel iz zapora, ker ga v oblasti niso uspeli izgnati, posilo 2 študentki, si o tem več noben ne bo upal poročati, ali Safini, zaradi tega, ker je to širjenje nestrpnosti. Če napišeš, da je nek Maročan posilo 2 študentki, potem, ko je prišel iz zapora, ker je že prej jih stepo cel kup in tudi posilo, ni bil že tam, odkud je prišel sicer zaprten kriminalec. To je zdaj zgodba, pred katero smo. To nam uzakonjajo in v tem tudi večina medijev molči, da je to vsebina določb, ki jih je Nika Kovač spravila zdaj v medijski zakon. To je tisto, kar preprečuje. Potem pa nam prodajajo zgodbe o tem samo, da je da, o nekem soglasju, ki je nujen. Hkrati pa se nekaj čisto drugega dogaja in se bo dogajalo. Dejstvo je, da slovenska družba prihaja na točko, ko nujno potrebuje reset. Če ti ne smeš črncu reči črnc, ampak mu moraš reči temnopolti, belcu pa lahko rečeš belc, rumencu pa rumenokožec ali kakorkoli, potem je nekaj hudo narobe. Potem smo zašli dlje, kot si mi sploh upamo priznati. In če kdo pričakuje, da bomo mi to malo bomo tukaj naredili, malo bomo tam naredili in tako naprej, iz te moke pač kruha ne bo. Prišli bomo točno na isto točko, pred katero je zdaj Nemčija, s tem AFD-jem in s temi idejami, kako zadeve enostavno prepovedati. Vsak čas bodo tam ankete pokazali, da bo AFD prva stranka v Nemčiji, vsak čas. Treba je vedeti, da zgodovina je zelo jasno pokazala, da ljudi se pobija toliko časa, dokler te ljudje, ki so ogroženi, ne potegnejo svojih pištol, mečev, česarkoli in se postavijo zase. Zdaj, koliko je to uspešno, koliko neuspešno, lahko diskutiramo, vendar pa v državi, kjer se načrtno uničuje, to se pravi najprej preko simbolike, potem preko medijev, preko inštalacije posameznih elementov v zakonodajo, kjer se načrtno uničuje substanca, za katero smo se 30 let, pač plus minus, nazaj borili, da smo se lahko osamosvojili. In če tukaj še kdo premišljuje o tem, da bo šlo to na lep način, potem lahko pač, bom rekel, povem naravnost in direktno, si pač laže. Zelo preprosto. Ne bo šlo. In zdaj, če pa vi hočete to izpeljati, potem potrebujete pa ustavno večino jutri. Da vi dobesedno anulirate zakone, da spremenite, ne vem, da zjutraj tovornjak odpeljete iz Kidriča in ga že enkrat skur tamle izpred Cankarjevega doma in da se nehajo brigade napihvati po Rožniku. Vi potrebujete pač nek sentiment, ki je dobesedno aktivističen sentiment.
Ta trenutek je pa aktivizem doma na levici, ker se aktivizem generira na levici že od druge svetovne vojne ven, kjer je partizansko gibanje izrabilo za svojo revolucijo, v bistvu narodno-osvobodilni boj, izrabilo ljudi, ki so verjeli, kako bo pa potem, to se pravi, vse cvetelo, ko bo enkrat, to se pravi, okupator pregnan. Pa ne cveti, ker določena skupina ljudi to izrablja za svoje ideološke bojne boje, predvsem pa za svoje privilegije, zato da lahko živi bolj kot ostali, na račun tega, da si to sistemsko zagotavlja. Na koncu novinarji pa mediji morajo imeti vlogo obveščanja, informiranja, ne pa nekega političnega aktivizma. In s tem, da se bo naredila revolucija, pa se jih bo vse splošno teplo, ne bomo tega dosegli. Tem je problem. Ne? Mi imamo to težavo, da se zdaj celo v zakon daje politični aktivizem, ne? Ja. Kot proti ukrep temu pa rečeš, da je treba pač udariti po mizi pa narediti novo dodatno revolucijo. Se bojim, da se je treba vrniti. Mislim, da je ima v mislih financiranje. To pa absolutno nekaj financirati. Pa da se držimo neki zakonski določb, če so že napisane o koncentraciji medijev in podobno. Kakšen odstotek je tvojega mesečnega financiranja strani države? Nič. Evo. Ne, jaz ne vem, zdaj smo pa šla celo, zdaj nas bo zakonsko že vnaprej izločili. So nas že tako rekoč. Čakamo na zadnjo branje. To se pravi, 3 različni mediji, ki sedimo za to mizo. Zakonsko kako se prepoved. Strani države 0. Ne samo to, prepovedani smo. Ne smemo niti kandidirati za to. In potem prebereš, da je opozicija v bistvu kriva za S tem pravzaprav skušajo onemogočiti, da bi v prihodnje, ko se vlada zamenja, lahko kaj dobili, ker zdaj tako ni šanse, ker te zavrnejo, to so tudi pokazali, imajo svoje komisije, ki jih nastavijo in ti strokovno odločijo, da ne dobiš, ampak nevarno je, ker se bo oblast zamenjala in potem, če bi pa lahko kandidiral, bi pa lahko spet kdo od teh dobil. Edina težava te logike je, da ta medijski zakon, če bo prišlo do zamenjave oblasti, lahko nova oblast takoj razveljavi, naredi novega. Če bo sploh sprejet, še vedno so tudi tu možni zapleti, tudi referendum na koncu. Opozicija pa tudi krična do te vdaje, dosti krat, se spremljaš, socialne mreže. Dobro, predlagamo, da gremo še na KPK, zgodba v bistvu se podobno pokriva in tako dalje, ampak zaintrigirala me ta fenomen tega KPK, sem bral članek na info360.si v kolegice Brigitte Žgajner-Felič, o tem, govorila je z funkcionarji KPK-ja, ki pravijo, da bodo o Golobu, tam imajo zdaj 2 zadevi o Golobu, da bodo o Golobu morda odločali po volitvah, morda bodo pa odločali po volitvah. Ampak jaz, koliko se spomnim, vsaj en primer, ker sem ga prej omenil, ko smo se o tem pogovarjali, gospoda Braneta Kralja. To je bil bivši takratni generalni sekretar v času vlade Marjana Šarca, generalni sekretar liste Marjana Šarca. Vem, ker sem jaz objavil tisto zgodbo za pritiski na uradni list, da bi Igor Šoltes postal novi direktor uradnega lista. Jaz mislim, da sem to objavil, tisto pismo, tam okoli 2 popoldne in zadeva se je medijsko sprožila in potem mislim, da je bil v roku 48 ur, 3 dni je bil Brane Kralj že zaslišan pred komisijo za preprečevanje korupcije in potem takoj potem zaslišan tudi odstopil. Kot generalni sekretar stranke. Še vladne funkcije ni imel. Zdaj pa se pogovarjamo o predsedniku vlade in zdaj predsednik komisije za preprečevanje korupcije pripoveduje o tem, ali ga bo sploh vzel ali ne do volitev, ob tem, da bo je ta vlada še povišala plačo, predsedniku KPK, mislim, da največ. Za 80%. 76%. Kako je to možno, recimo, da KPK ob tako aktualni, vroči politični temi, kot je Golob, ta afera Karigador, pa še prej tista afera, ki je tudi tam na KPK-ju z Tatjano Bobnar oziroma z pritiski po zamenjavah na policiji. Mislim, kaj se tako dolgo paca? Zakaj se ga potem mislim, da bi se ga vse oprostili, če se ga že ne obsodijo po narekovaji, ampak zakaj se Peter to tako paca? Ob tem, sam še to dam, da KPK je v preteklosti že sprejemala velike zgodbe, ki so imeli močne politične dimenzije, spomnimo Janeza Janšo pa Zorana Jankovića, čeprav so potem padli na Vrhovnem sodišču, ampak takrat so odločali o vladi,
No, takrat je gospod Goran Klemenčič, ki so ga iz vlade kot državnega sekretarja nastavili, izpeljal pač neko politično akcijo, da je diskreditiral 2 politična nasprotnika, zato da je Alenka Bratušek prišla na oblast. No, hočem reči, da KPK je imel neko vlogo, s tem, da je neko moč, nezakonito, ker obtoženim ni dal možnosti odgovoriti na očitke, ker je zakon, ki ga je sam prej pomagal delati, kot državni sekretar določal, da mora narediti, in to je izgubil potem na Vrhovnem sodišču. To je bila strahovita sramota v resnici takrat za KPK. Še večja sramota za državo pa je, da je s to dediščino nezakonitega ravnanja, s katerim je vrgel neko oblast v hudem času, kritičnem, posledica potem je bila neka nora sanacija bank, kjer je največ denarja šlo za tajkune, Probanko in Faktor banko, daleč največ. Po teh strašnih posledicah je postal pravosodni minister v neki naslednji vladi, za nagrado Mira Cerare. To nam kaže, kako zlorabljene. Jaz bi še pri Kralju nekaj opozoril. Njega so pol res ko si ti zgodbo objavil, ampak na koncu so ga pa zaposlili na pomembni funkciji z dobro plačo v državnem Petrolu. Ni pomembna funkcija, ampak dobijo pa službo v državnem Petrolu. Tako da stvari delujejo. To hočem reči, da ta primer Jankoviča oziroma Janše pa Klemenčiča kaže, da ni čist brez zobi tiger, ta KPK. In tudi Klemenčič je bil takrat, je sprožil, on je dal zadnjo v bistvu zadnjo brco je dal Katarini Kresal, da je pač odstopila kot takratna ministra za notranje zadeve po tisti kupici afer, ko jih je imela. Prav stališče KPK-ja je bilo to sprožilo v bistvu den odstop. Ja, včasih je zelo hiter in zelo glasen. Če je politična volja. Ko je gospod Franc Kangler samo sodeloval v razpravi državnega sveta o tem, da bi zahtevali preiskavo, zakaj je potekalo 30 nekih postopkov proti njemu, zaradi česa je izgubil mandat državnega svetnika, gospod Kangler, potem je bilo pa vse razveljavljeno in mu tega niso vrnili, je KPK takoj odločil, da je samo sodeloval v razpravi, niti glasoval potem ni, bilo kršitev integritete, narobe, vse mogoče. Zdaj smo pa lahko spremljali, ko je ta isti državni svet zahteval preiskavo Roberta Goloba, pa njegovih nenavadnih biznisov v preteklosti, tudi z novinarji, temi necenzurirani, pa še vse živo, tu so pa uporabili vse mogoče načine, kako onemogočiti to preiskavo, vse, kar si je mogoče izmisliti, jaz jih naštenih 9 spornih, tudi od tega, da so na koncu svojega predsednika imenovali iz, tako rekoč genija, ki dejansko onemogoča vsako preiskavo, in se nekako noče omakniti, da ne bi slučajno kdo drug prišel tja, ki bi pa lahko preveril, pa je KPK popolnoma in povsem tiho. In mediji nič ne opozarjajo, da so pa to res neverjetni dvojni standardi. Tam nismo niti v neki razpravi sodelovati, pa ko je šlo res za hude nepravilnosti, pa je branil sam sebe. On je bil pa dejansko oškodovan za neko zlorabo pravosodja. Paste, tam je preiskave proti politiku zahteval nekdanji sodelavec politične policije, ki je bil potem celo funkcionar Sove v času neke leve vlade, oziroma, kot se je najprej imenovala SDV, ki ga je nadzoroval Kangler kot politik. In potem so takšnega obveščevalca tajne politične policije prejšnjega režima v parlamentu z leve postavili za sodnika, ki je potem preganjal opozicijskega politika. To je popolnoma noro. To je sramota za državo 300 na uro. In potem ti KPK reče, da ta politik nima pravice niti zahtevati preiskave tega. In ustavno sodišče je kasneje dejansko prepovedalo zaslišanja tožilcev in sodnikov, ki so v tem dogajanju sodelovali. In potem imamo še pa tiste, imamo gospoda Masleša, z neko nenavadno preteklostjo, ki je bil zadnji, ki je obsodil prebežnike, ki so jih streljali na meji, oziroma ni nič naredil, ki potem nepošteno sodi in to ugotovi ustavno sodišče. Šefu največje opozicijske stranke ga pred volitvami strpa v zapor, Janši, ustavno sodišče to ugotovi in v nadaljevanju on dobi nagrado za življenjsko delo, za odlično sojenje, ki mu jo podeli ne samo vrh sodstva, ampak tudi vrh pravosodnega ministrstva, Andreja Katič. Jaz se za razliko od vaju pač tukaj ne strinjam. KPK je brezzobi tiger. On je brezzobi tiger. Če on lahko odloči o čemarkoli, kar hoče. In kaj zdaj? Če te odločitve ne uporabijo novinarji, mediji za dobesedno politični pregon ali pa novinarski pregon v smislu politične odgovornosti, potem je to brez veze. KPK lahko nima izvršilne nobene, to se pravi funkcije.
nič ne more s tistim. Lahko odpre postopek, lahko raziskuje, lahko poziva, lahko vabi, lahko ne vem, kaj počne, ampak ko je odločitev enkrat sprejeta, kaj ne zdaj s tisto odločitvijo? Pa se tudi ne sme imeti, ker o tem, kdo kaj krši, mora odločiti sodišča. Ni pomembno, ali ne sme, gre za to, da se jo poveličuje kot ne vem kakšno neko ustanovo, v resnici pa ni nič. To je 50 ljudi je tam zaposlenih, ki mečkan skrbijo za odnose z Evropsko unijo, to se pravi za neko izobraževanje, kar je lepo, za osveščanje to se pravi o korupciji, o integriteti, kar je lepo samo po sebi. Ampak, ko pa ti to želiš prenesti na konkretne primere, kjer ti recimo Rajko Pirnat jasno in glasno pove, da gre v primeru Karigador za šolski primer. Ja, se gre za šolski, ja. Se pravim, gre za šolski primer. In hkrati ta isti KPK reče, ja, mogoče v 3 mesecih, mogoče pa eno dnevo ali karkoli, potem zapri vrata s tem. To je brez veze. Tistih 49 ljudi prezaposlil na ministrstvo, da bojo naprej skrbeli za mednarodno vključenost, za integriteto, ne vem zakaj že vse, in se nehimo s tem ukvarjati. Dejstvo je, da je KPK v takšni vlogi, kot je danes, popolnoma instrumentalizirana zgodba v funkciji samo določenih političnih sil. In tega si ljudje ne želijo priznati, da potem ropotajo, ne vem, malo na PopTV, malo na RTV, malo na Planetu, kako kdaj, kje, ne? Mečkan ropotajo takrat, ko komu kaj pride. Prav, kaj bo zdaj KPK in kaj polko bo? In kaj bo potem? Nič. Bo sprejelo odločbo, da je Golob kršil, dajmo reči, da je kršil načela integritete, ne vem kaj še vse. In kaj zdaj? Skaj je že rekel, da se bo požvižgal. Ja, in kaj zdaj? In potem bo tako 3 dni, kar se je lepo videla, recimo moč medija je v tej zgodbi, ko je PopTV začel preganjati dobesedno v vseh svojih oddajah zgodbo iz Škofje Loke, iz tistega invalidskega podjetja. Stvari pridejo do epiloga, če se temu primerno pač pristopa to se pravi do nekih političnih implikacij, ker naj bi tisti politiki, ki so profesionalno v politiki, morali skrbeti za svojo integriteto in svoj ugled. V Sloveniji je teh politikov relativno malo. Večina je nekih, kaj ne rečem, politikov, ki pridejo za 4 leta ali z raznih fakultet ali s kjerkoli, nekaj naredijo ali pa nič ne naredijo, ne odgovarjajo za nič, njihov ugled je ali pa ni, ne? In to je to. Ne? Jaz si težko predstavljam, da se bomo lažje pogovarjali o tem, res si težko predstavljam nekega Boruta Pahorja, za katerega bi KPK ugotovila neko kršenje integritete. Kaj bi to v resnici za njega pomenilo? To bi pomenil hud udarc, ker gre za profesionalnega politika, ki skrbi za svoj ugled, skrbi za svojo integriteto in da mu na kraj pamet ne pade, da bi šel tja fehtart dobesedno, če gre lahko za 3 vikende nekam na morje. Kaj šele, da gremo še bolj banalne stvari, da se spuščajo na neke, ne vem, pršute, pa teran, pa ne vem kaj. Ne? Mogoče treba reči, da neke dobre stvari vseeno so tudi pri KPK. Gre za to, da je KPK v vlogi nekega, dobesedno skoraj, kaj ne rečem, pregona dejanj, ki so v nasprotju z, to se pravi, načeli koruptivnosti ali pa integritete, je popolnoma brez veze. To je nekaj, o čemer se lepo sliši, se lepo piše, ko je treba to instrumentalizirano uporabljati za svojo politično agendo, so to mastni naslovi, veliki prispevki in tako naprej, in to je vse. Bom še enkrat ponovil, če jutri KPK ugotovi, da je Golob, za katerega je vsaj Pirnat ugotovil, da gre za šolski primer, ne? V primeru Karigador ugotovi, da je kršil načela koruptivnosti, ne vem kaj še vse, integritete in tako naprej, kaj bo pojutrišnjem? A to pomeni, da se ti strinja zdaj pa z Golobom, ki pravi, če me KPK obsodi, da sem koruptiven, odstopil ne bom? Jaz se ne strinjam. Strinjam pa se, da sama odločba KPK nič ne pomeni, ni avtomatizma. Jutri ga ne bo nihče prišel z Gregorčičev racund, ne izgine od tam, če počne take stvari. To se pač preprosto ne bo zgodilo. Preganjal ga ne bo nihče, ne vem, državni tožilec, kakor jaz vem, ni dolžan na podlagi teh odločb ukrepati, kar pomeni, da je, ali pa če ne,
V bistvu si KPK, če sem večkrat ironičen, naj si ne dela sramote, pa ne izdaja odločb, da je Golob delal koruptivno, ker iz tega nič ne bo. Bo še tisto malo, saj tistih masnih naslovov v medijih kako pa je potem mogoče, da oni toliko časa te stvari melijo? Ja, nekaj morajo delati, ne? Morajo zbrati, to se pa strinjam, ne? Da moraš zbrati, moraš poslati eno vabilo, pa moraš drugo vabilo, pa ta ne dvigne, pa ne dvigne. Tukaj pa ni, zdaj pri tej aferi, kaj je dole, pa ni neke težke dokumentacije. Pa lahko se da strinjava, ne? Imamo neki telefonski pogovor, posnetkov, SMS-ov. Se vidiš, da se zabavamo. Se to je jasno, to nisem pijen, to je jasno, da nam je vsem jasno. In če iz tega narediš sklep, da je KPK karkoli drugega, kar v bistvu neka medijska inštitucija, ne, je pač mislim, meni se zdi koristna izjava funkcionarjev KPK-ja šokantna. No, koristna je ali bodo to naredili v enem dnevu, ali bodo to naredili nekaj meseci, ali pa celo po volitvah. No, mislim, neki sistemski roki bi mogli po mojem obstajati. Koristna je lahko KPK, pa je v tistem delu, kjer omogoča dostop do nekih podatkov, da nimo Erar je koristen, pa še kup nekih aplikacij. Tudi v tem primeru, če bojo zbrali več podatkov kot uradni organ, pa bojo ti dostopni javno, je to koristno. Jaz jim pa te vloge, da presojajo krivdo, ne bi dajo, ker te vloge po ustavi nimajo. To vlogo imajo pa samo sodišča. Se jim jo mediji dajo, se jim ne daješ ti pa je. Ko gre pa za politične dimenzije, pa je to stvar javne razprave, ne KPK-ja. KPK je koncev politično imenovan in tam bojo pač odvisno od tega, kdo bo imel trenutno politično moč, nastavljeni iz ene ali pa z druge strani in temu ustrezno bojo pač ravnali. In to so tudi dokazali v preteklosti. Tu si ne smemo delati iluzij. In če jim od njih preveč pričakujemo, potem pademo točno v to finto, da potem oni pa res lahko zlorabijo ta položaj in dosežejo neke cilje, ki jih ne bi smeli. No. In na začetku je pravzaprav ta komisija, se je nekoč vodil Drago Kos, predhodnico, bila ustanovljena s tem namenom, da bi na nek način kontrolirali opozicijo. In se je to nadaljevalo. Zdaj, tu je treba biti previden, pa videti tudi drugo plat. Komisija je bila ustanovljena z namenom, da bi kontrolirali opozicijo. Seveda. In kaj pa, gospod Kos je bil znan po nekaj sodelovanju v aferah, da bi ustavil Janša. Takega človeka, s sestro vredno, ki je v kampanjah sodelovala, v celo Slovenijo prelepla, da se ne sme voliti desnice pa Janša. Da take potem nastavi za šefa neke nadzorne komisije, ki vse politike kao nadzorujejo, to vsak ve, kaj pomeni. To ni treba biti pameten. No? Če bi na drugi strani Branka Grimsa se nastavil za šefa KPK, bi tudi vsi vedeli, kaj to pomeni za levico. Ne? Pač bomo tu na nek način pošteni. No? Prej so bili, se mi zdi, tako 4 predsednike imamo doslej. Kosa, Klemenčiča, potem Štefanesa, Borisa in pa zdaj Roberta Šumi. Ampak hočem reči, prva dva sta bila tako politično in medijsko bistveno bolj, insiderja, odmevna, pa bolj razopita, kot sta zdaj ta Štefanes pa Šumi. Prva dva sta bila pa zapravo nek čim politika, skoraj da, Klemenčič je potem tako postal politik, oziroma že prej, ampak Kos pa tudi na nek način figurira, kot nek človek iz tega političnega zakulisja. Ta tretji je bil malo komični, mora biti ravnal tudi amatersko. Štefanec, če se spomnimo tistega primera predsednika Računskega sodišča, kjer je govoril, da mu je KPK dal dovoljenje, da lahko dela tudi za FIFO, hkrati popoldan in tam zasluži dosti več kot predsednik Računskega sodišča. In potem, ko smo vprašali že po odhodu Štefaneca na KPK, kje ste pa nam lahko to pokažete, dokumente, in potem so tam povedali, da ni nobenih dokumentov, ničesar, o tem. Mislim, da je potem Vesel še nekaj časa trdil, da so založili. Ja, da so on založil, ampak tudi on nikoli ni pokazal njegove kopije. In nismo nobenih dokumentov mogli najti, in to je Štefanec, njegov čas, bi rekel. Tako da to je spet bilo zelo po domači. Tako da danes pa zapravo niti niso tako slabi. Meni se pa zdi ta afera, če spustimo zdaj KPK. A tebi se ne zdijo tako? Pa zelo zgovorna in pomembno. Kako se ne zdijo tako slabi? Pa primerjavi s preteklostjo, kjer so rekli, da so neko dovoljenje dali, pa pol ni bilo nobenih dokumentov, ničemer. In človek je pa delal za mednarodno nogometno zvezo, bil zelo dosti plačan, hkrati pa izvajal revizije pri največjih oglaševalcih nogometa, recimo na Telekomu. Ker je absoluten konflikt interesov in vsak iz nas 4 do 3 to ve. Pa ni dobil nobenega dovoljenja, nobenih zahteval in ni bilo nobene Klakočar Zupančičeve, ki bi norela, kot je kasneje v primeru ustavnega sodnika, ker je šlo za dosti manjšo stvar, pa je naredila, strašen kralj. Kaj je bolj evidentno?
Karigador ali afera z FIFA. Sej, pri Karigadorju mi ne potrebujemo KPK za to, da ugotovimo to, kar je za recimo Pop TV razkril, ne? Da ni šlo za 20 evrov sejnine, ampak da je dobil po 3000 evrov v vsakem zavodu sejnin v 2 letih, pa še 3000 evrov potnih stroškov, ker je iz Prage prijavil. Pa ne samo to, ne? Pol smo izvedeli še v Tarči, da je gospod dobil tudi neko podporo vladno v pomembnem podjetju Unior, in v Štorah, zdaj pa malo se štejte, ne. Trenutno bo država dramatično dvignila proračun za vojsko, za oborožitev, za obrambo. Kdo bo profitiral? Kdo tu čaka? A je to Ravne Stil, ne? A je to Unior? A je to gospod Subotič, ki je oddajal svoje prostore premijeru tam, ne, na Hrvaškem, ne, ki mimo grede, koliko so vsaj meni preverili ljudje, ki malo bolj spoznajo na bilance, njegovo podjetje na Češkem ni neka multinacionalka, to je skoraj nevredno pozornost, je res, da živi v lepi hiši ob robu igrišča za golf, kar bi najbrž si tudi naš premijer rad naredil na Hrvaškem, ne, ampak zdi se, da je večina poslov, ki jih ima tukaj in tukaj računa, da bo zaslužil. In tu pa so te dimenzije, ki so res velike in kjer veliko dela, predvsem za medije, po mojem, bolj kot za KPK. To verjamem, zato če si ti velik poslovnež na Češkem, ne, potem se ne ponujaš tukaj za predsednika. Tukaj moramo vedeti, da ni predmet v bistvu zdaj pogovora ali pa preiskave Subotiča, ampak je Golob. Ne? In zdaj, če se jaz sem Peter hoče opozoriti na malo širše dimenzije. Absolutno, vedno so desetine milijonov dolarjev. Vedno so širše dimenzije. Subotič je vstopil v stranko Svoboda. Subotič je vstopil v stranko Svoboda in Svoboda ga je nastavila na pomembne funkcije. Subotič je poslovnež. In on je šel iskati interese po takšni ali drugačni matematiki. Katerkoli poslovnež vstop v stranko, s tem načeloma ni nič narobe, ampak on je še vedno samo poslovnež. Pač išče neke svoje poslovne interese. Ampak zdaj, če se vrnem nazaj, mi imamo na en stran, to se pravi Kos, Klemenčič, dokazano politična kakorkoli operativca. Potem imamo Štefaneca in potem imamo Šumija. Pri Štefanecu je vprašanje v bistvu tega nogometnega denarja, ne? In pri Šumiju imamo zdaj vprašanje Karigadorja. Kaj je še potrebno? Pa Bobnajevo in policijo. Kaj je treba še več od tega, da ali na eni strani nehajmo verjeti predvsem tistim 2 novinarjem, ki to na veliki zvon obešata, kaj bo zdaj KPK v zvezi s tem naredila, ker ne naredi nič, ker to je ustanova, ki je instrumentalizirana za neko, zagotavljanje, to se pravi, dajmo reči, materijala za promocijo neke politične opcije v smislu, ali bo to tam, kjer ljudi najbolj boli, to je pa kriminal. Seveda nas vse boli kriminal. Ne? In ko ti zamahneš z roko, pa rečeš, koliko je 50, ne vem, koliko je Jurjev na leto, Šoltes pokasiral tamle v FIFI, ne? Vesel, vesel. Ne? In ko zamahneš z roko, pač kaj pa je Golob tistih par Jurjev, kakor so tiste vikendi znezali, ne? Imamo mi vsi skupaj problem. Ker na eni strani to služi medijem, da zgodbo napihujejo, policija pa večkrat očitno v predkazenskih postopkih ne naredi svoje, zaradi tega, da bi potem to servisirala naprej, to se pravi tožilstvo in naprej, da bi zadeve šle na sodišče. Ker prvenstveno to, kar naj bi KPK zagotavljal, je v resnici neskladje z nekimi, dajmo reči, celo, bi rekel, tem političnimi načeli. Sej ni načeloma niti nobenega računa, niti nič posebnega. Težko rečeš, da je razen tega, da je nekaj hudo narobe, da se na ta način delijo funkcije, da se potem neke obratne, kako je že, žal bi rekel, če pri prijatelju malo prespal, lahko obrneš okrog pa rečeš, če je prijatelj dal eno funkcijo, sej pa smo na istem. Hočem samo to reči, da jaz trdno vztrajam pri tem, da KPK sam po sebi, ne rečem, da nekaj dobrega naredil. Seveda se nekaj dobrega naredil. Za 50 ljudi, za 15-20 let pa ni strela, da nekaj dobrega skrb spravijo. Ker je erar, pa še ne par te, kakor jaz vem,
ko sem šel brskati pred to vdajo, kaj delajo v mednarodnem okolju in tako naprej, marsikaj dobrega se naredi. Ne? Ampak tisti trenutek, ko mi KPK jemljemo kot nekaj, v bistvu, kar naj bi sprožilo neke posledice na področju odgovornosti, se pa nehajmo slepiti. Bom še enkrat vprašal isto. Če jutri KPK sprejme nek sklep, da je Golob deloval koruptivno, se bo zgodilo kaj? Tu je treba biti objektivno. No? Klemenčiču je takrat uspelo doseči velike posledice, zato ker je bila tedanja druga Janševa vlada v res hudih časih strahovite krize šibka in ker je potem pač gospod Gregor Virant takoj skočil ven. In je s tem vlada razpadla in je bilo nemogoče vladati naprej. Danes smo v popolnoma drugem položaju, ne? Ker gospod Golob ima sam v parlamentu pač 39 poslancev, zagotovljenih pa še več glasov, ne? Podpirata ga pa tudi obe koalicijski stranke in jaz tudi to mislim, da tudi v primeru, če bi ga KPK obsodila. Pravzaprav ni zelo važno, kaj oni naredijo. Oni bojo se obdržali svojih stolčkov do konca mandata v vsakem primeru. Golobu manjka nekaj, kar je v bistvu lastnost, katero so vsi ostali politiki v zgodovini, ki so imeli resno opravka s KPK-jem, imeli. Njemu manjka vest. Zelo preprosto. Če jutri, tudi če sam verjame, da dela prav, ampak jutri neka inštitucija ugotovi, da ne dela prav, ti to mirno rečeš, pa kaj me briga? Jaz nisem za to. To verjetno najbolj eklatanten primer je ravno z tega področja, ko je pred volitvami trdil, kako ni problema, če se to ugotovi. Zdaj? Ja ne, ni on zato tukaj. Ne? Ni on, kako že rekel gospod, kaj v pekarni, ne, ni on maček, da lovi miševe. Nekoč pač naj se ukvarjajo drugi s tem, ne? Pač, in o tem se mi v bistvu premalo pogovarjamo, da mi potrebujemo profesionalne politike z visoko stopnjo osebne integritete, ki dajo nekaj na to. On je pa do zdaj dokazal, da to ne da nič. In ta celotna klika, ki je okrog njega, se izkazuje, da pač ne da nič. Kako je lahko mirno, kaj je bila tale pravosodna ministrica in to se pravi finančni minister in tako naprej, v zvezi z Litijsko, kako mirno lahko hodijo po svetu? Oni so podpisali za 7 ali 8 milijonov, ne tam nek 17. uradnik, ki je lahko tudi kaj naredil, ne prav, da se razumemo, ne? Ampak kako ti si tisti, ki si podpisal? No, lahko, zato ker so pač to tisto, kar sem že prej upozoril. Ker ta primer, o katerem zdaj govorimo, koridor je zgolj nadaljevanje neke sporne politike, čistki, menjav, ki so sramota za to državo, ki se niso zgodile samo v medijih, ampak so se zgodile tudi v policiji, kjer so izvedli celo 2 čistki. Najprej so odstravili domnevne Janševce, potem so pa ugotovili, da so tudi tisti anti-Janševci, ne pa so še Bobnarjevo pa ostale ščistili. Ne? In na ta način so si zagotovili, da ni kriminalističnih preiskav resnih, ne, Litijske, da se samo neke majhne uradnike preiskuje, ne prenosnikov, da samo neke majhne uradnike se preiskuje in tudi tukaj ne bo nobene preiskave, zato jih ni strah. In tudi KPK pa v resnici, gledajte, nima te funkcije sploh, da bi kazenske postopke sprožili. Zato imamo dejansko policijo, kriminaliste, tožilce, ne, in sodišča. Ne KPK. KPK se kot neka fantazma na ta način predstavljala, ker je pač od Klemenčič priletel z notranjega ministrstva. Pa Kos, ne? Pa so imeli te operativce, tudi malo Lisove tam. Ampak to v resnici ni njihova vloga. In tudi ustavno to ni tak institut. No, za presojo krivde pač bi morali imeti se pravi, je bila kaj, KPK pod Klemenčičem pa Kosom bolj vplivna zdaj po tvoje, oziroma po vajno. Ne, tam je uspelo več doseči, zato ker so le vladne koalicije šibke, ne, in so razpadle zdaj, ne. Jaz trdno zagovarjam, bomo kar prenesel idejo izpred, ne vem, parih vdaj nazaj, ker smo govorili slučajno, tudi o tem, kjer sva bila z Gregorčičem tukaj, kjer sem jaz trdil, ne, da gre za to, da oseba naredi to se pravi funkcijo, ne funkcija osebo. Ne? In zdaj, če bi se Šumi angažiral, če bi Šumi v bistvu, on kadarkoli, on lahko čez 15 minut najavi tiskovno konferenco in bo imel novinarja tam.
Ne? To ni isto kot, ne vem, Rupar najavil tiskovno konferenco, pa nikogar zraven, nikako več pa 5 metrov stran, pa vsi tja letijo. Ne? To ni, Šumi ni v takem položaju. Šumi ima neko vlogo v družbi, vodi neko inštitucijo, o kateri seveda si mi lahko mislimo svoje, ampak če se je on pripravljen angažirati in nekaj narediti iz tega, potem ima zakaj? Ker KPK sam po sebi, ne? Če ga dobro pogledaš, to je ustanova, vsaj v teh odmevnih primerih, za ljudi z visoko osebno integriteto. Ne? Če nekdo reče, ne vem, Požar je deloval koruptivno, imaš ti toliko integritete, da boš pač vstopil iz te funkcije. Ne, da boš rekel, nisem ljudje volili za to. Ne? Hočem samo to reči, da gre, ponovno opozarjam in mogoče celo, ne vem, javno pozivam Šumija, naj se mečkam bolj angažira. Ne moreš ti priti pred kamero in če bo, ne vem, če bo voda, bo mokro, če bo pa sonce, bo pa suho. Ne? Mislim, halo, to mi vsi vemo, ne? Ampak pričakujemo, da inštitucije delujejo, ker če inštitucije ne delujejo, potem pridemo do tega, kar smo na začetku govorili, da smo mi vsi v smrtni nevarnosti, da je jutri voda lahko zastrupljena, pa ne bo nihče odreagiral, da se gradi nek kanal, bom rekel, čez vodno zajetje za celo mesto. Ne? Da jutri nekdo klopi elektriko in bo jutri še rekli, kako je že bilo, da je, ne vem, da se je pregreval dimnik, seveda, ali pa kozmični drž, ne danes spremljajo atmosfere. Ja. Ampak to ima Edvard prav, zdaj in Kos in Klemenčič, pa tudi delno Štefanec so kazali več ambicij, pa več volje kot Šumi. Ne? So pač poskušali nekaj narediti iz tega. Ne, pač dostop do medijev so imeli pa vsi predsedniki komisije, doslej. Ne? V tem primeru so vsi glavni podatki prišli ven iz medijev, Pop TV, pa tudi drugi mediji so naredili veliko zgodbo, predstavili bistvene podrobnosti, ne preko KPK-ja, ta zdaj pač caplja pozneje, zatem jim bo to preveril. To je predvsej drugače. Se tudi, kdo je bil v medijih. Takrat so pa izvajali neke preiskave, zelo nenavadne. Tam pri Klemenčiču za desetletje nazaj, kaj mislim, da sploh niso imeli pooblastil, celo na obveščevalne načine, ker spet je bilo. Tam je šlo, da mislim, dejansko za, po mojem, zelo hudo zlorabo. Takrat protikorupcijske komisije ne treba tudi na to nevarnost vedno biti pozoren v demokratični družbi, da tudi ni res, da vse kar neke take komisije ali pa neki organi odločijo, da kar že velja za politike. Politiki je spopad brezobziren in se tudi pravosodje celo včasih zlorablja, ne zgolj take institucije. Tu ni res, da je tako preprosto. Bi spomnil nek zanimiv primer, ki se ga vsi spomnite, ko pa mislim, da je šlo za zahtevo računskega sodišča. To bi rekel, ko je računsko sodišče zahtevalo, da mora Borut Pahor odstaviti Karla Erjavca, ker ni rešil problema smeti v ne vem kako dolgem času, 10 let. To je pozvala neodvisna institucija, ampak predsednik vlade Borut Pahor je to zavrnil. Pa kaj je odstopil? Ne, ni ga odstopil takoj, se pa je pozneje zgodilo. Pozneje je šel, najprej se to ni zgodilo, da bi ga odstavil. No, dobro, vem, ampak sej ne mora nekdo zahtevati od predsednika vlade, da nekoga odstavi. Lahko pa pozove. Lahko vprašanje, če bo to naredil in ali bo vlada obstane. Če ti pade vlada zaradi tega, boš težko. V primeru mariborskega podžupana Medveda mislim, da je KPK pozvala Arsenoviča, da ga odstavi. Arsenovič se upira, vidim. To razlagam primeru, če si šef vlade in če te vržejo iz vlade koalicijskega partnerja, kot so Pivčevo, to pač ima neke neprijetne posledice. Zdaj pa, če pa govorimo o Golobu ali pa o Janči, takrat pa gre za pade cele vlade in je sploh nerodno. Ne vem, ampak ne more zahtevati. Lahko pozove, zahteva. Pozove, pač tako, kot lahko ga obsodi. Je pa res, da če predsednika KPK Arsenovič zavrne, zakaj ga ne bi še Golob. To je mala malica potem. To je mala stvar. Dobro, če imaš še kdo kaj, mogoče, da smo dali skozi Maxi Market, da smo svobodo medijev, oziroma s katerimi brutalno obračunava opozicija, pa KPK. Če ni, potem bi jaz pač zaključil, pa upamo, da bo KPK čim prej rešil to eklatantno zadevo, kaj ga dol. Držimo pesti, oziroma ti si ga pozval. Jaz sem ga pozval, da naj svojim ugledom in svojo vlogo v družbi v bistvu naredi nekaj več, ne pa se v bistvu skrivati za nekimi pravniškimi floskolami,
zdaj vsi vemo, če bo tako, če bo drugače pa drugače, ampak če si ti angažiran, je pa to lahko velik aktivator za družbo, ker zdaj na kriminal in na take stvari smo pa vsi. Predvsem pa tukaj enkrat pa so mediji svojo vlogo opravili in upajmo, da jo bojo še naprej in da bojo predstavljali vse plati medalje in pomembna dejstva. To se dogaja v tem primeru. Za nek krajši čas zelo malo užival. Zdaj, ko si omenil prej Škofjo Loko in Pop TV, tisti primer je uspel, ne? Ja, ga dol pa še ni uspel. Ja, ampak tam je, res me zanima, zdaj, če se je to sam Slak tako angažiral, kapo dole, ne? Ja. To se pravi, da se je potem tudi cela hiša angažirala in neka rešitev se najdla za te ljudi. A bo na dolgi rok takšna, drugačna, to je zdaj težko, ne? Ampak nekaj se je rešila, ne? Kar pomeni, da se da, če se hoče. Tam je gospod Slak razkril neko nesposobnost Luke Meseca in prisilo vlado, da je namesto njega rešila problem. Ne? Ni pomembno, to hočem reči, da je se angažiral. Ja. Angažiral se in ta osebni angažmaj je tisti, ki na koncu v bistvu šteje. Že je to v primeru Goloba, ki je predsednik vlade, ne? Ker tam ni nekega nadvladarja, ki bi ga lahko prisilil. Zato je toliko bolj potrebno, da se ljudje angažirajo. Dobro, Edvard, Peter, hvala za vajne komentarje. Dragi gledalke, spoštovani gledalci, to je bila današnja Ura resnice. Vidimo se naslednjič, do takrat pa seveda ne pozabite, kjer je bojanje tudi požar.